Včasih glava srcu govori, da te sploh ni, da je nemogoče, da je kdo mogočen kot ti. Včasih dvomim, dvomim, da mi bo uspelo, dvomim, da sploh lahko še kaj storim, dvomim, da imam vse potrebno, da lahko kaj storim. In velikokrat dvomim v to, ali sploh vem, kakšno je moje poslanstvo na tem svetu, da vem, kakšno pot ima zame pripravljeno Gospod. In še večkrat sem pri sebi iskala napake, pomanjkljivosti, vse tisto, kar drugi imajo in jaz nimam. Pa mi je zadnjič v domu nekdo rekel, ko sem spet iskala nekaj, česar nimam, pa mi je rekel: Meta, zakaj bi iskala in se primerjala z drugimi? Saj si sama en velik in čudovit biser. Pa mi je to dalo zelo misliti. Biseri so čudoviti in zelo dragoceni. Nekaj najdražjega na svetu skorajda. In prav tako je z vsakim izmed nas. Bog je vsakega izmed nas zasadil en biser, eno poslanstvo. In ta naš biser je čudovit, ker je Bog tako hotel. In Bog zagotovo hoče, da smo biseri in da smo biseri za druge. Ampak tukaj se pa spet pojavi moj drugi dvom. Dvomim večkrat tudi v svet, ker se mi zdi, da zmeraj bolj postajam v tem svetu sama, skoraj da osamljena. Zdi se mi, kot da svet postaja vedno bolj strupen, drugačen in čuden, skoraj da čudaški, ali pa sem res tista, ki postaja čudna. In velikokrat se vprašam, kaj lahko sploh storim, da ne bom dvomila v to, kar sem in za kar živim. In večkrat se vprašam, ali se sploh zadosti trudim in kako naj se trudim, da ostanem zvesta tem vrednotam evangelija, po katerih živim, in da se uprem skušnjavam, ki me obdajajo. Se res zadosti trudim. Ampak potem pa se zgodi nekaj, za kar sem Bogu zelo hvaležna. V tem našem čudnem svetu še vedno lahko najdem koga, ki živi zelo podobno kot jaz. In ga lahko srečaš vsak dan. In zagotovo tudi ti sam lahko pričuješ zanj vsak dan. In ljudem pomagaš na tak način in oni tudi tebi. In verjemi, da je lažje. In s svojim pričevanjem lahko spreminjaš življenja ali pa jih celo rešuješ. Zato se mi zdi, da je pomembno, da ostaneš trmast in sebi zvest. Pa se ti je že mogoče kdaj zgodilo, da ti je bilo tako težko, da si rekel: Bog, pa kje si? Zakaj ravno jaz? Kaj si sploh v meni? Kaj naj storim? Kje si, no? Spet dvomim vanj. Dvomimo. Bil je mož in je sanjal, da je hodil v pesku v spremstvu Gospoda. In v dolgih sanjah je bilo predstavljeno njegovo življenje. Ozrl se je nazaj in kot v filmu videl vsak dan svojega življenja. Videl je dvojne sledi v pesku, njegove in Gospodove. Šel je naprej do konca svojih dni. Ustavil se je in gledal nazaj. Takrat pa je opazil, da so na nekaterih mestih vidne samo ene stopinje. Te so se sovpadale z njegovimi najtežjimi dnevi življenja, z dnevi strahu, trpljenja in bolečine. Pa je vprašal Gospoda: Gospod, ti si rekel, da boš z menoj vse dni mojega življenja in jaz sem to življenje sprejel. Ampak zakaj si me pustil samega ravno v najtežjih trenutkih mojega življenja? Pa mu je Gospod odvrnil: Prijatelj, rad te imam in rekel sem ti, da bom s teboj vso pot in te niti za trenutek ne bom pustil. In te nisem. Mesta, kjer so pa vidne samo ene sledi v pesku, so dnevi, ko sem te nosil na svojih rokah. Zato nikoli ne smemo podvomiti v Gospoda.